Tam v Hrastniku, danes je vzpon na Kal. Tu je dobrih 30 minut. Sem pa tudi sploh opazil, da obnavljajo cesto. Sklepam, da zaradi tistih neurij. Gremo po cifro, se še ogreti. Cifra 5. How are you? It's gonna be hot. Yeah, I think. Had a go warming up Yeah. and wait for me up on the hill. Yeah. Yeah. See you later. Ciao. Se ogrevamo, tle je dokaj hladno, pa senca. Toplo bo, že zdaj je kar malo soparno in pa kar se tiče časa, bom probil 28 minut. Tukaj sem gledal, sem sam enkrat šel kle na ta klanc, pa sem imel glih tam 29-30, tako da moram vsaj to podrti. Štarta se pa direkt na klanca, tako da ni nobene ravnince na začetka, moram biti pripravljen. Greš jutr na Argonautski? Ne. Je še kaj senčka? Klele je še senčka. Na vroče. Yes! Vzpon na Kal je dolg 7,8 km, 640 višinskih metrov. To skupaj nanese 8,2% povprečni naklon. Štartal se je na klancu, tako da ni bilo ravnince kot ponovad. Prvih 400 metrov sem šel v tempo skupince, da sem prišel čim bolj spredi, na čelo skupine in potem sem šel v moj tempo. Ajde, Hrastničani moji! Kjer so me začeli malo prehitevati, a to je sigurno samo zaradi adrenalina. Ker sem šel v konstantno tempo, so mi na vsakem ovinku, kjer se je naklon malenkost povečal, pobegnili. A ker ponavadi zmanjšajo tempo, kakor se malo zravna, sem jih na vsakem ravninskem delu skoraj ujel. To se je dogajalo prvih par kilometrov. Zdaj, a je boljš, da skačeš, pa brenzaš, pa imaš zavetrje, ali pa da greš en konstanten tempo, je čisto odvisen, koliko je dolg klanc, kdo vleče in kaj te pol čaka. Če veš, da je samo 3-minuten klanček in da je pol ravnina, pa malo spusta, pol je dobro, da ostaneš skupino in skačeš. Če pa je daljši klanec na 20 minut, je pa boljš, da voziš s konstantnim tempom. Seveda, če se teren ful spreminja recimo za 10%, lahko moč tudi povečaš za 4%, samo to na najstrmejših delih. In tukaj sem že ujel to skupinco, kjer sem imel luknjo že od samega začetka in jo tudi prehitil. Sledil je krajši spust, kjer sem skupino vlekel. In odpeljal v ful slabo ta ovink. Spet nikaj ne moram držati. Kako imaš pa danes cilj? Po 29, 320, 330, 45. Ko me držal še dobrih 30 sekund in pol je spustil, tako da sem od tukaj ostal sam in tudi opazil novega kolesarja, katerega sem hotel ujeti in sem mu počasi bližal. Tukaj je zdaj še edini spust do konca dirke. Tukaj je še 2 km do cilja. In sem končno ujel tega. Zdaj bo ravno. Ker po ravnini ne popuščam, sem tega vlekel in ujel naslednjega tekmovalca. Potem pa sledil krajši tunel v ovinku, kjer res nisi videl čisto nič.
Problem je, ker je razlika v svetlobi toliko velika, da ti čist nič ne vidiš, ko prideš takoj v tunel. A v tunelu je sploh luč? Smo v zadnjih 800 metrih dirke, kjer se moramo pospeti do tistega drevesa tam gor, kar je še 70 metrov višinske razlike in 30 metrov tega je samo v zadnjih 200 metrih. Ker sta bila dva za mano, sem začel pri znaku za 200 metrih navijati. Opazil sem, da se me en drži, tako da sem sam vzdržal tempo. In pri 100 metrih pritisnil, kar sem še imel. Oh ja. Sem prvo delal tako konstanten tempo, pa je kar šlo. No, tu čas sem imel 28,5, kar je pod 29. Prvič, ko sem šel delati nazaj, sem imel tam okrog 30. Še vroče je bilo, je čisto teklo od mene. Par sem jih tudi ujel, pa verjetno. Je pa tak lep razgled. Torej tam je 200 metrov, klej pa konc. Te zategne, meni si 14-15%, zadnjih 100 metrov. Prav pa še, ko malo vetrček piha, pa sonce se je glih skril za oblake. Prav pa še, da se malo hladim. V tunela bi pa lahko dal kakšno lučko. Pa še to, ko imam ta vezir, je še toliko bolj temno. Se res ni nič videl, tako da sem kar mogoče malo bremzal. Trideset metrov! Stisni, stisni! Daj ga! Dobil smo tole majčko, drugače pa upam, da si živo. Narod se na kanal in se vidimo naslednjič.